Zdaj lahko ploskneš. Akcija! Čau, jelenčki moji! Jaz rekla jelenčki? Danes sem tukaj željkico mojo, njo ziher že poznate z mojega kanala. Živijo jelenčki, jelenčki. Na tem usnjenem kauču, da za švicarali. Casting couch so to poimenovali. Pa dobro, to je tudi res. Danes bomo združili eno tako resno scary tematiko in eno več, ki je pa zabavno. Mi dve bomo danes igrali igrico Matchmasters. Ful sva trenirali in fora je, da tista, ki zgubi, mora potem prebrati. Zgodbico, ampak itak imate srečo, da bo Alenka zgubila, sem jaz. Dejansko. Zdaj smo trenirali in tako željega ful boljše od mene. Tako da bom bolj jaz danes scary zgodbe brala. Ampak te scary zgodbe so pa dejansko resnične. Tako da nisem scary zgodba, to je bilo dejansko v člankih, v novicah, dejansko se je zgodilo in je res crazy, da je to pač enkrat se dogaja. Komaj, ne? Ne, da muha je to. Ne, to je komaj. Ko je tako hitro? Hit nazaj. Matchmasters je za ston mobilna igrica, lepo se je zelo, da še ne igraš, ampak fora je, da kakor ponavadi mečeš po 3 like skupaj, kot vidite tukaj na primeru. Je tukaj tako dobro zaradi tega, ker lahko igraš z random ljudmi po svetu ali pa s svojimi friends in družino, ker je ful dobro. In zdaj bomo mi dve noto valile Diamond Boosterje, da bo čim boljši igralec, bom dala tega bodybuilderja. Najbolj se vam splača modre skup mečati. Booster, pa nisem rekel, da imam booster. Ja, pa moš, da zmagaš. Lej srčki, kako lepo. You suck. Ne, spet sem joj! Zmagala sem. Pa imela sem booster. Ok, jaz berem zgodbo. Rematch. Hiša umora Sekiro. Ne pozabi, to so resnične zgodbe. Hiša umorov Sekiro v Iliski v Iowi je dobro znana turistična atrakcija za lovce na duhove in ljubitelje grozljivk. Prizorišče grozljivega nerešenega umora iz leta 1912, v katerem je Sekira neznanega storilca popolnoma zdrobila lobanje 6 otrok in 2 odraslih. Sprav ta hiša umora Sekiro je bila 1994 leta odkupljena, obnovljeno stanje iz leta, kot je bila leta 1912 in spremenjeno v turistično destinacijo oziroma hotel. Zaradi tega, ker zato so eni ljubitelji pač takih krajev, a ne, da jih je strah, eni so pač malo crazy, tako kot jaz. Prenočitev v tem hotelu stane $428 na noč. A oni meni plačajo, ali jaz njim? Ker obiskovalci vedno poročajo o nenavadnih paranormalnih izkušnjah, kot so videnje človeka s sekiro, ki tava po teh hodnikih hiše, ali pa tihi otroški kriki. Toda, novembra 2014 je stanje postalo še temnejše. Robert Steven Lawson, younger, star 37 let, iz Wisconsina je bil s prijatelji na rednem rekreativnem obisku paranormalnega. Oni so se pač s tem ukvarjali. Preden so ga s helikopterjem mogli pripeljati v bolnišnico. Namreč, njegovi spremljevalci so ga našli zabodenega v prsni koš, očitno rano, ki se jo je povzročil sam. Poklicali so 911, Lawsona pripeljali v bližnjo bolnišnico. Urad šerifa okrožja Montgomery je sporočil, da se je Lawson samo poškodoval okoli 12:45, kar je približno isti čas, ko se leta 1912 v tej hiši zgodili tisti umori s sekiro. Lawson je pač potem okrel, ampak je bil toliko v šoku, da o tem nikdar javno ni več spregovoril, čeprav se je ukvarjal s temi stvarmi, čeprav bi lahko iz tega zgodbe naredil. Tista lastnica hiše je pa rekla, da je to pač, vsaka publiciteta je dobra, ampak ta pa res ni bila tako dobra, da se pač random samomori pa umori dogajajo, tako da ja. Sam pol je preživel? Preživel je, ampak nikdar ni več pregovoril o tem. Še mi je malo sporno. Ja. Kako ni vejo, da je 1912 bila to ura? Smo imeli uro takrat, da smo imeli uro. Ampak tako, veš kako vejo? Takrat ni bila neka forenzika lih. A misliš, da niso znali določiti časa smrti? Kaj pa če nekdo ko jih najdu? Mislim, ta drug del verjamem, da je bilo res, ampak prvi mi je bolj tako, veš. Ja. Zdaj grem pa jaz zmagati tebe, tako da druga runda. Tle pa časovna stiska in bil želka ponovati ful boljši od mene, ki ti boljši od mene pa tebe. Pa kako ti to hit dobiš, ženska? Pa ne, zdaj imaš več kot jaz, lej. Jaz ne morem. Jaz niti ena še nisem naredila. Nič nisem naredila. Ker ti lepše bereš, zihar kot jaz. Na živce mi gre to ful zdaj. V glavnem, zdaj, ki imate na ekranu to QR kodo, če jo poskenirate ali pa kliknete link v opisu, boste dobili ful dobre boosterje. Boosterje tudi. Moj bog, kako me vode, zakaj? Jaz mislim nasploh, da sem jaz dobro v teh stvareh. Activate. Jaz sem 1000 za tabo. Ja pa sekaj.
Ok, jaz spet berem, vse jih hvala Bogu, ker znam te zgodbe na pamet skoraj. Pogledam, prej mi najte do konca reče, poskenirajte to kodo, tukaj gor. Ali pa link v opisu kliknete, dobite amazing welcome pack in boste imeli čučko neko prednost pri igranju. Igrice je petek za ston. Gremo zdaj na drugo zgodbo. Ta je ful dobra, ta je meni ful dobra. Ok. The Haunted Doll, oziroma Obsedena lutka. Ko pomislite na lutke, ki strašijo, vam verjetno pade na misel kakšna grozljiva stara viktorijanska vrsta porcelana. Tokrat je strašila Disneyjeva punčka Frozen, Elsa, ki je bila podarjena za božič leta 2013 na območju Houstona v Teksasu. Prišla je pa tudi na naslovnice v začetku tega leta, ko se je zdelo, da je pač haunted. Lutka, pazi to. Lutka je recitirala fraze iz filma Frozen in zapela Let it go, ko je bil pritisnen gumb na njeni ogrlici. 2 leti je to počela v angleščini. To je povedala ta mami od Tamale, Emily Madonija. Leta 2015 je to začela delati izmenično med španščino in angleščino. Ni bilo gumba, ki bi jih spremenil, bilo je pa čisto naključno, v katerem jeziku je pela. Družina ima lutko v lasti že več... Družina ima lutko v lasti že več kot 6 let in ji nikoli ni zamenjala baterij. Mami je pač rekla, da bo lutka naključno začela govoriti in peti tudi, ko to nobeni pritisnil stikala na ogrlici. Družina se je odločila, da grozljivo lutko vrže ven decembra 2019, končno, 6 let torej kasneje. Nekaj tednov pozneje so jo našli na klopi v svoji dnevni sobi. Otroci so vztrajali, da je niso dali tja in verjeli so jim, zaradi tega, ker otroci z jih ne po kupih smeti takrat brskali, ki so bili majhni. Na tej točki je Elsa popolnoma prenehala peti angleško izvedbo pesmi Let it go in je v pritisku govorila samo špansko. Poliglos. Družina je na to nenavadno lutko zložila v dvojno vrečo za smeti, čist požokala, noter jo položila na dno teh smeti, ko so jih potem odnesli na dan odvoza smeti, končno smetarji. Malo zatem so odšli na izlet, a ko so se vrnili, se je vrnila tudi Elsa in je čakala spet na dvorišču njihovega doma. Meni bi pobrano. Tokrat je družino Elsa po e-pošti poslala družinskemu prijatelju v Minnesoti, ki je bil pa tovornjakar in potem to lutko prevezal spred na ta tovornjak. Očitno se tam počuti dobro, ker nikoli ni prišla nazaj v Teksas. In je še vedno tam na tovornjaku. Bej tudi lahko vidiš dejanske te Facebook poste, ker so jo potem tam objavljali. Runda 3 in tudi zadnja načeloma. Si mi tak sem že zmagala. Diamond Booster. Ja, ne pozabite uporabljati Diamond Booster. Taka oktopusi. Oktopusi. I know I'm hot. Men's never hot. Men's not hot. Men's never hot. To je bilo moje, tako 3 so mi popokali. Tega panka, wow. se zariše, wow. Amazing. Si ti v redu? Je že skrbila za te. To teče. Ne moram, ne. Evo, 200 pro 21. Vidiš, Connie! Je lej, to modre zvezdice 4 in po bi še imela eno potez, no zdaj se ti je na to. Booster! Pomatenca! Oktopusi! A sem zmagala? Da. Veže? Večkrat ti manjka. Pa še eno potezo imaš, prav. Ja, bravo. Sam stvar manjka. Željka je zmagala, kdo bi se mislila. V glavnem, tretja zgodba. Najbolj smeri. Smrtonosni eksorcizem. Avgusta 2016 v severnem Londonu, to je že kar blizu nas, se je 26-letni Kennedy Ive zaradi bolečine v grlu začel obnašati čudno in agresivno. Po poročanju naj bi ugriznil svojega očeta, grozil, da si bo odrezal penis in se pritoževal nad pitonom ali kačo, ki naj bi živel v njem. Preden ga je družina s pomočjo kabelskih vezic in prekomerne sile prevezala na poslo. Tako da zvezali so ga na poslo z vezicami, predvideval. Družina se je nato lotila poskusa ozdraviti Kennedyja z molitvijo v naslednjih 3 dneh. To so pa povedali na sodišču. Tako da predvidevam, da so bili ultraverni. Njegov brat Colin Ive je policiji povedal: jasno je, da je bila neka stvar v njem, za kar smo verjeli, da je demon, ker to ni bilo naravno. Bilo je jasno, če ga ne bi obvladali, bi lahko poskušal škodovati članom v naši družini. Kennedy Ive je bil 3 dni prevezan na poslo, brez zdravniške pomoči.
ko je njegov brat poklical reševalno službo in pojasnil, da se Kennedy Ive pritožuje zaradi dehidracije. Čuden, res čuden. Videti je bilo, da je imel težave z dihanjem in ob 10:17 zjutraj je bil razglašen za mrtvega. Medtem ko je bila policija v hiši, je Colin Ive domnevno izvedel poskus vstajenja s petjem in molitvijo za tega. Če je to brat njegov. Colin je Ne, brat, ja. Posmrtni pregled je razkril več kot 60 ran, vključno z možnim ugrizom na telesu Kennedyja Ivea. Njegov oče Kenneth Ive pa je skupaj s 4 brati, ki so še bili prav tako utrpel fulejnih poškodb. Kenneth Ive je porotnikom povedal, da je svojim sinovom ukazal, naj prevzamejo izmene in uporabijo tudi izjemno silo, če je potrebno, vendar je zanikal, da bi bila kakršnakoli povezava s kultom, okultnim ali pa tajnimi združbami. Po 4-dnevnem posvetu porote je bilo vseh 7 družinskih članov 14. marca 2019 oproščenih obtožb. Ja, kako? Ja, ne vem, najprej so jih označili za, ne vem, Crazy. I guess. Ne vidim druge logike. Ampak to se je dejansko zgodilo v Londonu. Severnem Londonu. Zgubila, ker so vsi na kasi. Ja, 3-krat že zmagala, mislim, da sem dojela, da pač sem loser proti tebi. Mogla bo še malo trenirati. Bom trenirala. Ampak zato, ker ste bili pridni, vam bom prebrala še eno kratko zgodbico, ki sem jo našla, pa mi je pač zanimivo. Ne zgodbo, pač dejanski članek, kjer se je zgodil in ni razložen. In sicer Enfieldska pošast. Leta 1973 je moški v Enfieldu v Illinoisu povedal novinarjem, da je videl čudno malo bitje, ki se skriva na njegovem dvorišču. Po Mount Vernon Register News je prebivalec Henry McDaniel izjavil. Imel je 3 noge, kratko telo, 2 majhni kratki roki in 2 rožnati očesi, veliki kot svetilke. Policija je kasneje odkrila... Ampak pazi, policija je kasneje odkrila praske na mrežici vrat in odtise nog, ki so bili videti kot pasje, vendar s 6 prsti. To je policija odkrila. Če ga najdejo, je dejal McDaniel v časopisu, bodo našli več kot enega in ne bodo z tega planeta. To vam lahko povem. Do danes ni bila najdena nobena razlaga. In to je policija zapisala v zapisnik in v člankih. Jaz imam razlago. Kakšno? Preveč gobje pojedel. Če policija najde odtise na tleh, pa praske. Praske, se lahko maček popraska. S tem se to lažem, ker drugače bi me bilo strah vsega. Že tako pluvam na mačke, pa žab se bojim pa se. Žalga se plul žabo. Če jo sam poznam, žabo je dan uničen. V glavnem, dragi moji, da vas še enkrat spomnim na to čudovito zastonj Matchmasters igrico, jaz sem zlodate na telefon. Najlažje jo dobiš, če tukaj poskeniraš QR-kodo na ekranu ali pa dol spodaj klikneš link in boš direkt dobil Amazing Welcome Pack in boš na nek način ful prednosti par igrah, tako da why not? Pa zastonj je, tako da dobro, dragi moji, teli poletni videi so mečkan krajši, mečkan bolj zabavni, ker me skorajšnji doma. Ja, pa vroče, tle jaz sem mir, a se vidi, kako je švicava. Zdaj na ta vikend bomo deklišni in poli celo malo poroka in se ful dogaja, tako da se res trudim za videi, kakor se da. Zaželite ji in nama, jaz sem priča, da bo vse čim lepši in čim boljši. Sejho. Pridimo, krati, smajte, aj čau! Ciao!